Stiske, priporočanje, mir. To so tri besede, okoli katerih se je vrtela homilija papeža Frančiška med sveto mašo v kapeli doma svete Marte 5. maja. Papež je poudaril predvsem, da kristjan v težavah nima samo mazohističnega vedenja, ampak se zaupanjem in upanjem priporoča Gospodu. Kristjan, kot je zatrdil papež Frančišek, gre v stiskah in tudi preganjanju lahko naprej, če se priporoča Gospodu. Samo on nam lahko da moč, vztrajnost v veri in upanje. Zato moramo Gospodu izročati težke trenutke, samega sebe, vernike, duhovnike, škofe, naše družine, prijatelje. Reči mu moramo: poskrbi zanje, tvoji so. To je lepa krščanska molitev priporočanja, drža zaupanja v Gospodovo moč in tudi v nežnost Gospoda, ki je oče. Ko neka oseba tako moli iz srca, čuti, da se je izročila Gospodu in da je varna, saj on nikoli ne razočara. Zaradi stiske trpimo, a priporočanje Gospodu nam da upanje. Od tu izhaja mir, tretja beseda, ob kateri se je zaustavil papež. Spomnil je na Jezusove besede ob slovesu od učencev: mir vam zapustim, svoj mir vam dajem. Ta mir ni navadna mirnost, je mir, ki gre v notranjost, ki nam da moč, ki ukrepi našo vero in naše upanje. Tri besede: stiske, priporočanje in mir. V življenju moramo iti po poteh stiske, tak je zakon življenja. Toda v tistih trenutkih se priporočamo v Gospodu in on nam bo odgovoril z mirom. Ta Gospod, ki je oče, nas zelo ljubi in nikoli ne razočara. Tako je papež Frančišek sklenil homilijo in pred nadaljevanjem svete maše vernike še povabil, da bi Gospoda prosili, naj okrepi našo vero in naše upanje, naj nam da zaupanje, da bomo premagali stiske, saj je on premagal svet, in naj nam vsem podari svoj mir.